Počasi bo konec poletja in z njim tudi konec sezonske zelenjave. Danes bomo delali recept, ki si iz vrta zasluži še zadnji paradižnik. Vsi se lahko strinjamo, da paradajza iz vrta nikoli ni preveč. Je pa res, da v septembru včasih zmanjka idej o tem, kaj z njim delati. Paradižnikovo solato itak jemo vsak dan, za juho je prevroče, mezge oziroma pelatija pa smo tudi že naredili dovolj za vse družinske člane, sosede in zalogo našega apokaliptičnega bunkerja. Ta recept je super rešitev, ker nam višek paradižnika spremeni v format, ki drži čez celo leto, hkrati pa našemu arsenalu okusov doda močno sestavino, ki lahko vsakemu receptu doda umami oziroma tisti izpopolnjen okus. Recept je kar enostaven. Zdaj, ni potreben sušilec sadja ali 4 tedne obračanja paradižnika na soncu. Midva bova uporabljala krpečico, ki jo bova pred naslednjim korakom nastavila na 100 stopinj. Paradižnik razpolovi in ga s sredico navzgor postavi na pekač s peki papirjem. Ko si konec z rezanjem, si poišči čajno žličko in z njo iz vsake polovice strgaj vodo in semena. Ta proces je malo nadležen, se pa splača, ker bova na tak način razpolovila čas sušenja v pečici, hkrati pa bo zaradi manj vlage konzerviran paradižnik dlje počakal. Pred sušenjem je ključno, da na paradižnik posipamo še sol in sladkor, ki bosta dodatno pospešili čas sušenja, tako da z obema ne šparati. Čas sušenja varira glede na velikost paradižnika, jaz jih ponavadi pustim približno 2 uri, bo pa končni čas tudi seveda odvisen od pečice. Takle izgleda po 1 uri, tole je po 1 uri in pol, po 2 pa izgleda nekako tak. Paradižnik je približno tretjine originalne velikosti, zunanja površina je izsušena, sredica pa še ima malo prožnosti. Preden začnemo konzervirati, bomo pripravili še aromatike. Na tanko nareži česen, nato pa natrgaj še timijan, rožmarin in baziliko. Skoraj vse imamo. Manjka še nama kozarec in pokrov, ki ga bova v vreli vodi kuhala za par minut in s tem ustvarila sterilno okolje za najin paradajz. FYI, če se odločiš preskočiti ta korak, se lahko čez čas v tvojem neodprtem kozarcu pojavi plesen. Tako da, jaz tega priporočam. V vroč kozarec previdno po slojih nadevaj vsega pomalo, nato pa segrej še olivno olje do te mere, da se ne kadi. V tem koraku se uči iz mojih napak. Vroče olje v eni roki in telefon v drugi ni ravno dobra ideja. V kozarcu je še par kapljic vode, zato olje previdno in počasi vlivaj, dokler ne pokrije zadnji paradižnik. Malo bo špricalo tudi zaradi vlage, ki je ostala v sredici paradižnikov, zato moramo biti posebej previdna. Za na konec bomo vroč sterilen pokrovček lažje zašraufala s pomočjo zmotane suhe serviete. Torej servieto vzamemo, zmotamo in jo ovijemo okrog samega kozarca. Nato držimo servieto in previdno damo gor pokrovček. Ko se bo vse skupaj hladilo, bo dober indikator o najinem uspehu zgornja plast pokrovčka, ki bo ob uspešni konzervaciji vbočena in negibljiva. Torej v samem kozarcu se bo ustvaril vakuum, na tak način bo potem sam pokrovček tesnil. Že za predstavo, takle izgleda vložen paradižnik, ki mu ne strgamo semena in vode, torej preden ga damo sušiti. Rezultat je pa rjavkast paradajz, ki je bolj podoben vloženim polžem kot pa paradižniku. Kandidat na levi je bil neodprt, skladiščen v hladilniku in ne na sobni temperaturi. Torej, v olju konzerviran suhi paradižnik sodi v hladilnik samo potem, ko ga prvič odpreš. Predtem pa ga lahko skladiščiš v kleti ali pa kje v kuhinji, torej na sobni temperaturi. Jaz tale suhi paradižnik uporabljam skoraj v vseh svojih vegetarijanskih jedeh, ravno zaradi tega umamija, o katerem sem prej govoril, torej ta poln okus, ki doda točno tisto piko na i. Dober je tudi na kakih picah, na kakih solatah, zelo versatilna sestavina, tako da zelo priporočam. Tako kot vedno je poln recept na voljo na spletni strani, vesel bom vašega feedbacka ali pa kakšne fotke na Instagramu, tako da kar označite me, vas z veseljem pošeram. Tako da, do naslednjič, se vidimo na lačnogora.si.